In sedaj še prehajamo k današnjemu zadnjemu predavanju na naši sekciji. Naslednji predavatelja sta Maja Povale in Žarko Štrumbl, arhivista, ki sta zaposlena v Arhivu Republike Slovenije, kjer skrbita za več arhivskih fondov za obdobje po drugi svetovni vojni. Predstavlja pa nam bosta preskrbo prebivalstva ter prehranjevanje v mezah oziroma delavsko-službenskih restauracijah v letih 1945-50. Vidva bo govorila v tem najnem prispevku samo na podlagi gradiva, ki ga hranimo pa nas v Arhivu Republike Slovenije. Tudi tista fotografija, ki jo ona pokazala, eno tako restauracijo iz Maribora, se tudi hrani pa nas v Arhivu Republike Slovenije. Prva povojna leta so poleg drugih težav nesli tudi problemov s preskrbo. Na področju prehrane je za preskrbo skrbelo takrat Ministrstvo za trgovino in preskrbo, ki je sprejemalo zakone in dajalo navodila nižjim organom. To obdobje je bilo najprej zaznamovano s sistemom racioniranja, nato pa zagotovljene preskrbe ter s tem povezanimi živilskimi in potrošniškimi nakaznicami. Množično so se začeli ustanavljati obrati za kolektivno prehrano ljudi. V članku je poudarek na razvoju, organizaciji in delovanju mest in ljudskih restauracij, kasneje enotno imenovanih v delavsko-uslužbenske restauracije, ki so bile namenjene predvsem delavcem in uslužbencem. Že pred samim koncem vojne se je začelo postavljati vprašanje organizacije prehrane vojske in civilnega prebivalstva po vojni. Za potek in organizacijo preskrbe prebivalstva s prehrano je po koncu druge svetovne vojne skrbelo Ministrstvo za trgovino in preskrbo LRS preko oddelka za preskrbo, znotraj katerega je bil tudi odsek za prehrano. Ta je vodil evidenco nad zalogami hrane, izdajal živilske nakaznice, urejal razdeljevanje in potrošnjo živil, industrijskih proizvodov, poljskih pridelkov ter živali in živalskih proizvodov. Preskrba vojske je potekala preko Ministrstva narodne obrambe. Na Ministrstvu za poleg Ministrstva za trgovino in preskrbo je bilo do leta 1950 ustanovljenih cela vrsta republičnih upravnih organov. Jih vidite nekaj naštetih. To so bili rečemo Uprava za turizem in gostinstvo, Glavna direkcija živilske uprave za odkup pri Ministrstvu za trgovino in preskrbo, Glavna direkcija za odkup in promet živino, Glavna direkcija za odkup in promet in tako naprej. Teh direkcij je bilo več, kot jih je napisanih v prispevku, bodo tudi vsa objavljena. Da bi bila zagotovljena prehrana vsem ljudem, pa je ljudska oblast uvedla obvezne odkupe kmetijskih pridelkov. V glavnem je šlo za odkup raznih vrst žit, mleka in krompirja, pa tudi drugih kmetijskih proizvodov. Če so kmetje pridelali več kmetijskih proizvodov, kot pa so jih potrebovali za sebe, so jih morali prodati državi, del pa so jih lahko prodali na prostem trgu. Samo količino pridelka in velikost odkupa ter prodajo na prostem trgu so izračunali s pomočjo statistike, koliko je mogoče na določenem teritoriju pridelati. Država je izdajala odredbe o obveznem odkupu za posamezne pridelke posebej. Kmetje so se tem upirali, saj so bile odkupne cene zelo nizke. Odredba o odkupu se ni izvajala dovolj natančno, ker ni bilo ustrezne kontrole. Marsikje so skrivali in presežke, ki bi jih morali dati obvezno oddajo. Zato so bile ustanovljene komisije za obvezni odkup kmetijskih proizvodov. Zato se pa pojavila tudi črna borza. Pri odkupu in razdeljevanju presežkov je obstajala anarhija, zato se je pojavila črna borza. Proste prodaje pa skoraj sploh ni bilo. Posledica tega je bilo, da so široke ljudske množice, ki niso imele zvez in tudi ne denarja, bile pri razdelitvi določenega blaga vedno preproste.
naprimer masti sladkor. Bogatejši kmetje tudi niso hoteli predati presežkov hrane, ker so čakali na višje cene ali pa zaradi svoje skrbi ob morebitni slabi letini. Tudi ljudski odbori so bili pri izdajanju kart nepazljivi. Obstajajo podatki, da so bili v Sloveniji cirka 30% preveč izdanih živilskih kart. Zaradi cvetenja črne borze so bili predvideni razni ukrepi, ki naj bi obsegali izvedbo revizije, obvezne oddaje preko državnih organov, popravek uredbe o razpolaganju s presežki in zahtevanje, da vsi presežki hrane zapadajo obvezno oddajo. Država je stala na stališču, da se tisti, ki hranijo presežke hrane in s tem odtujujejo delavskemu ljudstvu, kaznujejo. Prav tako so zahtevali popis zalog hrane na družino oziroma enega člana in v primeru viška zahtevali odvzem kart. Zato se pojavijo živilske nakaznice, nekaj podobnega kot je bilo predvojno, potem so imeli Italijani, Nemci, podobno se pojavili tudi po vojni. Zaradi velikega pomanjkanja sistema živilskih kart so uvedli že okupatorji med drugo svetovno vojno, maja 1945 pa je bilo za uvedbo uvedeno centralizirano določenje meril za razdeljevanje blaga ter organiziran celoten sistem preskrbe. Od julija 1945 naprej so bile uveljavljene jugoslovanske nakaznice, ki so bile v uporabi do leta 1948. Tega leta je uveden način preskrbe z živili in industrijskimi predmeti, to je zagotovljena oziroma garantirana preskrba. Pri tem pa je bila v veljavi racionirana preskrba. Njena glavna značilnost je bil sistem preskrbe z živilskimi nakaznicami oziroma kartami, ki je bil enoten za celo Slovenijo. Karte so se podeljevali enkrat na mesec na podeželju preko KLO-jev, krajnih ljudskih odborov, v mestu pa preko uličnih odborov OF oziroma njihovih referentov za preskrbo. Do kar so bili upravičeni tisti, ki se sami niso mogli preskrbovati. Zanje so morali plačati ceno, ki je določeno MTP, to je Ministrstvo za trgovino in preskrbo. Kmetje so bili enostavno rečeno kot samooskrbovanci izvzeti. Zato tudi moja bivša pokojna tašča zmeri rekla, kako jih je država maltretirala, da niso imeli teh pravic po vojni, ker so bili pač kmetje, v bistvu gruntarji. Kdor je želel dobiti živilsko nakaznico, je moral predložiti prijavo stanovanja, potrjeno pri Narodni milici. Tako je vsak potrošnik dobival živilske nakaznice le tam, kjer je živel. Nobena upravna oblast ni smela prevzeti potrošnika, dokler ni prinesel potrdila, da se je odjavil od prejšnjega bivališča. Odrezke živilskih nakaznic so uničevali okrožni odbori. Vsak prebivalec je bil vpisan v register. Zdaj pa vrste živilskih nakaznic. Živilske nakaznice so bile razdeljene v več kategorij. To so osnovne živilske nakaznice, polno oskrbovanci, brez maščob, brez muhe, potem in samo oskrbovanci so dobili karte za sladkor, sol in milo. Dodatne živilske karte za lahke delavce, dodatne živilske karte za težke delavce, potem posebne karte za otroke, za nosečnice, pa za pripadnike Narodne milice, ter karte za mleko za več različnih skupin. Tabele, ki so takrat obstajale, kot za osnovne te karte, so določale, kaj je nekomu pripadalo. To pomeni 400 gramov kruha oziroma 300 gramov moke na dan, 500 gramov koruznega zdroba, 500 gramov vseh kosmičev, 300 gramov masti, olja, 150 gramov sladkorja. Dodatne živilske nakaznice so otrokom dodelile še marmelado, belo moko, čokolada, nosečnicam, pa je pripadal bela moka, sladkor, svinina z rižami in sardine v olju. Težki in lahki delavci so dobili dodatno še konzervirano hrano in mleko v prahu. Težki delavci so bili upravičeni še do prave kave. Potem so obstajale potrošniške nakaznice. Stopijo pa v veljavo marca 1948 in so veljale nekako do leta 1952 in sicer zaradi hitrega večanja števila zaposlenih v neagrarni proizvodnji. Živilske nakaznice nadomestijo potrošniške izkaznice, ki jih septembra 1951 nadomestijo denarni boni. Končni je bil sistem kart ukinjen 1953. Uredba o preskrbi prebivalstva z leta 1948 je uvedla 4 načine preskrbe z živili. To je zagotovljena preskrba, preskrba s prodajo po vezanih cenah, preskrba kmečkega prebivalstva v pasivnih in po vojni opustošenih krajih in preskrba za nakupom in prodajo na prostem trgu. V zagotovljeno preskrbo so bili vključeni delavci, uslužbenci, nameščenci, vajenci, upokojenci, vojni invalidi. Glavno merilo je bila redna zaposlitev, socialna
socialno zavarovanje in redni prejemki. Izločeni so bili spet kmetje, pomeni samopreskrbovalci, ki so imeli kmetijo in ki so imeli predpisano obvezno dajo za določene predelke. Kmetje so bili itak zmeraj na udaru, tudi ko so rodili, so mogli, mislim, ko je ena kmetica rodila, je imela čisto drugačne pravice kot ena delavka, ki je bila zaposlena v tovarni. Tisti, ki niso imeli garantirane preskrbe, so se preskrbovali iz prostega trga po prostih cenah. Kategorije potrošnikov so ostale iste kot leta 1946. Potem so bili še težki, srednji, laki delavci, navadni potrošniki in otroci od 0 do 2 let, do 7 let in do 14 let. Vrste potrošniških nakaznic. Teh nakaznic je bilo več, to so osnovne za preskrbo živili, tekstilom in obutvijo, dodatni za dopolnilno skrbo in sicer nosečnic, turistične za preskrbo turističnih krajev in zdraviliščih, rečemo Mojstrana je tak zdravilišče, pa Strunjan, te dva poznam jaz na pamet, bilo jih je pa več. Hrana za garantirano preskrbo se je delila samo na živilske nakaznice, ki so bile enomesečne, odrezki za kruh so veljali samo 3 dni, za vsako kategorijo potrošnikov pa je obstajala samo ena živilska nakaznica. Pravilnik o omembi in načinu uporabljanja osnovnih živilskih potrošniških nakaznic je določeno število odrezkov za nakupovanje žitnih izdelkov, določeno število odrezkov za nakupovanje drugih predmetov, zvezne zagotovljene preskrbe, mesa, maščobe, suhe, slanine, sladkorja, kakava in kave in določeno število odrezkov za kupovanje predmetov in dodatne preskrbe. Tukaj vidimo tudi nekaj takih nakaznic, ki sem jih zasledil, ampak zanimivo je, da je to v fondu Ministrstva za finance, samo ker so vse te stvari morale prihajati na Ministrstvo za finance, ki je to tudi nekako urejalo. In tudi nekaj gradiva je tudi iz tega fonda, to pomeni iz Ministrstva za finance, LRS, ki je obstajalo od leta 1945 do danes obstajalo, imena so se spreminjala. Kasneje so se pa začele ustanavljati, oziroma so se začele ustanavljati kolektivne prehrambene ustanove. V kolektivne prehrambene ustanove so bila vključena otroška zavetišča, mladinski domovi, domovi za matere, vajeniški domovi, internati, poboljševalnice, vzgojni zavodi, planinske koče, domovi igre in dela, poseben izraz igre in dela, to še zdaj vidim, ker finance urejam, je bilo teh organov veliko po Sloveniji, jasni dečji domovi, sindikalno prebivališča, kolodvorske restauracije, šole, menze. 1. decembra 1945 je začela poslovati na polikliniki šolska kuhinja za 50 socialnih šibkih in bolečnih otrok. V šolskih kuhinjah so se prehranjevali otroci v osnovnih, srednjih in strokovnih šol, oziroma vsi, katerih materih so bile zaposlene. Ustanavljali so se šolske, mlečne in dijaške kuhinje. Ustanavljali so se tudi študentske menze, najbolj znani sta bila javna kuhinja v Delavskem domu in ljudska kuhinja na Streliški ulici. Te dve sta delovali še do 90. leta, se mi zdi. 1946 je bila odprta medicinska menza v Šentpetrski vojašnici in bila je ena najslabših, zato je bila tudi malo tudi zato ukinjena. Javne kuhinje poznamo, Ljubljana, Delavski dom, Delavska zbornica, ta ne vem, kje je bila, ljudska kuhinja, menza v Cukrarni. V menzah in delavskih uslužbenskih restauracij so se lahko prehranjevali le tisti, ki so oddali živilsko nakaznico, na kateri je bilo opisano njihovo ime, in tisti, ki so predložili potrdilo, da so družinski člani uslužbenca. Avgusta 1947 je bilo v Sloveniji za informacijo 227 mest, v Ljubljani 56, v Mariboru mestu 22, v Celju 11, v Ljubljana okolica 11, v Kamniku 10, v ostalih MLO-jih in onih pa manj kot 10, skoraj nič. No in tle je ena taka, to na naslednji piše, ljudska oblast je po zadevanju, da bi se kar najbolj izboljšala preskrba otrok, izdala uredbo o ustanavljanju otroških restauracij v vseh večjih mestih ter industrijskih in rudarskih središčih širom naše domovine. Do konca leta 1949 je bilo pri nas 59 otroških restauracij, sedaj jih je pa 64, do konca januarja 50 je obiskalo restauraciji 2272 otrok, na sliki je pa notranjost otroške restauracije v Mariborskem mestnem parku. To je pa ta vek. To je
Zdaj pa še kolegica naprej. No, jaz sem povedala malo več o razvoju in pa delovanju kolektivnih prehrambenih ustanov. Slišali smo, da je bilo veliko število teh obratov za prehrano ljudi, vendar pa njihovo delovanje ni bilo enotno, bilo je nesistematično, gospodarjenje je bilo slabo, stroški so bili visoki, kvaliteta storitev je bila zelo slaba, hrana pa je bila enolična in nekalorična. To so hoteli nekako odpraviti, zato so imeli novembra leta 1945 v Beogradu sestanek izredne uprave za preskrbo pri Ministrstvu za trgovino in preskrbo DFJ, kjer so ugotovili, da so v vseh republikah drugače delajo v zvezi s prehrano, višine obrokov so bili različne, vsak je delal po svoje, sistem kontrole je bil pomanjkljiv in to so hoteli nekako poenotiti, da bi po vsej državi organizirali enak sistem kategorizacije potrošnikov. Sicer se je prehrana v mizah in restauracijah vršila na podlagi odrezkov živilskih nakaznic, nad katerimi ne bi izvajali kontrolo, ki pa je bila bolj slaba. Leta 1946 je bil izdan pravilnik o menzah, ki je določil, da je menza organiziran kolektiv delovnega ljudstva s ciljem zagotoviti delovnim množicam cenene in redne dnevne obroke kuhane hrane. Menze so razdeljene na obratne in pa javne menze. Obratne menze so bile organizirane s strani delavcev obrata ali ustanove, njihove jedilnice so se nahajale v prostorih tega obrata ali ustanove in nezaposlenih pa je bil omejen dostop. Hkrati pa so bile tudi obratne menze še na tovarniške in pa na internatske. Javne menze so bile pa vse ostale menze, ki so se nahajale v kraju, združene so bile v združenju menz. Njihov upravni odbor je vodil upravo vseh menz v kraju, zastopal jih je pred oblastmi, ustanavljal in združeval menze. Leta 1947 je bil sprejet petletni plan razvoja narodnega gospodarstva FLR, ki je predvideval množičen porast delavstva, s tem pa tudi število menz in restauracij ter tudi število obrokov. 1. septembra 1947 so bili uvedeni enotni obroki hrane za vse kolektivne prehrambene ustanove. Še pred tem avgusta pa je Ministrstvo za trgovino in preskrbo LRS izdalo navodila za ustanavljanje in poslovanje delavsko-uslužbenskih menz in restauracij. S tem navodilom so se preimenovale prej ljudske restauracije, so postale delavsko-uslužbenske restauracije, menze pa so dobile še naziv delavsko-uslužbenske menze. Menze so bili gostinski obrati za skupno prehrano delavcev in uslužbencev enega ali več natančno določenih podjetij, ustanov in uradov ter njihovih družinskih članov. V njih so se lahko prehranjevali le stalni gostje, vsako podjetje oziroma ustanova pa ne bi imela svojo menzo. Delavsko-uslužbenske restauracije pa so bile namenjene zgolj uslužbencem, v bistvu vsem uslužbencem kraja, ne glede na kraj njihovega bivanja oziroma zaposlitev. Ustanavljali so jih krajevni oziroma mestni ljudski odbori, tam, kjer z menzami ni bila zagotovljena skupna prehrana vseh delavcev. Ustanovila so se kot samostojna podjetja. V bistvu so bile potem te menze in restauracije so imele nekaj pravil, ki so se jih morali držati. Morali so imeti najmanj 200 gostov dnevno, vodili so jih upravniki, vzdrževati so se morali iz lastnih dohodkov in oddajati hrano po normiranih cenah. Zdaj, po določenih krajih je bilo več manjših menz, ki so se lahko potem združile v eno menzo, večjo, s tem se izboljšala prehrana in pa znižala cena. Mestni ljudski odbori so bili tudi centralni ekonomat menz, ki je pozbiral potrebe menz po blagu in skušal doseči, da so bili na razpolago zadostni kontingenti blaga. Kljub velikemu številu restauracij in pa menz je bilo pa še vedno premalo prostora za vse ljudi, tako da so se mogli nekateri prehranjevati v kumulativnih gostinskih obratih. To so bile gostine in pa privatne menze, tam so bili pa v bistvu dosti dragi, tudi stroški in so si težko privoščili, so se prehranjevali tam. Zaradi vseh teh težav in pomanjkljivosti so se odločili, da bodo izvedeli leta 1947 najprej v Ljubljani temeljito kontrolo ljubljanskih menz. Najprej so prekontrolirali 8 menz, od skupno 56 v Ljubljani, ker so bili v bistvu podatki povsod približno enaki, so lahko posplošali za vse menze v Ljubljani, kakšna je situacija. Povsod je bila neustrezna prehrana, premalo kalorična, prostori so bili neprimerni, ponovadi so bile takšne zakotne kleti, slabo zračene, primanjkovalo je kuhinjske opreme in posode, ni bilo pribora
tudi zaradi tega, ker imeli posode, so mogli včasih tudi večkrat kuhati in se to je podražilo režijske stroške. Potem kader je bil preobremenjen in neusposobljen. Poleg stalnih abonentov so se prehranjevali tudi drugi gosti. Problem je bil, ker niso pregledovali živilskih nakaznic, ki bi jih morali oddajati, pa zapisovati, vršiti kontrolo na tem. Zaloga hrane je bila slaba, niso imeli zimnice, slabo preskrbo s krompirjem, zeljem in drugo zelenjavo. Problemi so bili tudi z mesom. Zaradi vsega tega so leta 1948 uvedli trgovinske inšpekcije, katerih je bil eden izmed njihovih nalog teh inšpekcij je bil tudi nadzor nad prehrano v menzah in gostinskih obratih, načinom postrežbe in izpolnjevanja higienskih pogojev. V letih 1947 in 1948 so predpisali, da se morajo vse menze in restauracije, da morajo ustanoviti svoje ekonomije pri obratih množične prehrane. Se pravi, nujna živila so pridobili z garantirane preskrbe, za dodatno dopolnitev obrokov pa bi morali imeti svoje ekonomije. Na njih ne bi pridelovali osnovne povrtnine, to je zgodno zelenjavo, špinačo, solato, grah, krompir, zelje, cvetačo, fižol in papriko, tudi za vlaganje, da bi imela. Potem paradižnik, čebulo, česen ter zelenjavo za zimsko prehrano. Ekonomije so morali urediti tudi svinje, priporočeno pa je bilo, da so imeli tudi kunce, perutnino in pa kravo mlekarico. Spomladi leta 1948 so bila izdana navodila za poslovanje menz delavsko-službenskih restauracij, ki so predpisali kalorične vrednosti prehrane. Predpisano je bilo, da ne bi v menzah in restauracijah dosegali čez dan vrednost najmanj 3000 kalorij. V tistih restauracijah in menzah, kjer so se prehranjevali rudarski, topilniški, gradbeni, poljedelski in pa lesni delavci, pa 3600 kalorij. V letu 1948. avgusta je bila sprejeta uredba o ustanavljanju delavsko-službenskih restauracij in uprav za družbeno prehrano. V bistvu tukaj je zdaj izgilno ime menza, zdaj so se enotno imenovali vse delavsko-službenske restauracije. Še vedno je razlika, da jih ustanovijo vsa večja podjetja, ustanovijo uradi samo za preskrbo svojih zaposlenih ter njihovih družinskih članov, kot so bile prejšnje menze, in pa ljudski odbori za prehrano delavcev in službencev nasploh. Te restauracije so se morali registrirati pri Ministrstvu za trgovino in preskrbo. Nadzor pa imeli pa so svojo upravo za družbeno prehrano. Ustanovitelji restauracij so morali iz lastnih sredstev zagotoviti osnovna in obratna sredstva, poskrbeti za primerne prostore, popolno opremo, inventar in plače, morali so tudi finančni plan, voditi knjigovodstvo. Poslovali so brez dobička, prodali so pa hrano po določenih cenah. Živila so dobivali preko podjetij za preskrbo delavsko-službenskih restauracij, drugih državnih podjetij in zadrug, krajevnih trgovin ali pa iz lastnih ekonomij. V bistvu od tega leta so pa ustanovili tudi gostišča za službene potnike. Predtem so se prehodni gosti, ki so bili na službeni poti, lahko prehranjevali samo v delavsko-službenskih restauracijah, zdaj so pa ustanovili prav gostišče za njih. Mogli so se izkazati službenim nalogom, na hrbtni strani pa je bil zabeležen izdan obrok z navedbo datuma, kdaj so bili, ker tudi dostakrat je bilo, ko so prišli ti prehodni delavci, da niti niso dali živilskih kart. Še vedno je podelovala trgovinska inšpekcija, gostišča so morala, oziroma restauracije pisati kvartalne in mesečne plane dela, tudi 10-dnevna poročila. Analizo teh poročil so izvedle uprave družbene prehrane pri okrajnih oziroma mestnih ljudskih odborih in na podlagi tega so dali smernice za nadaljnje delo delavsko-službenskih restauracij. Zdaj za konec, v začetku 50-ih let je prišlo do postopnih sprememb, ukinjen je bil sistem zagotovljene preskrbe, potrošniške nakaznice so zamenjali boni in denarna nadomestila, preskrba prebivalstva je postala odvisna od trgovinskih podjetij in višine zaslužka vsakega potrošnika. Kolektivne prehrambene ustanove za prehrano različnih slojeva prebivalstva pa so se še naprej obdržali. Hvala.